Krožišče v krajevni skupnosti Šentilj je v zaključni fazi. Izvajajo samo še manjša dela, in sicer to krožišče je bilo prometno zelo prvi vrsti nevarno in pa je predstavljalo en prometni zamašek. Zato smo se odločili, da bomo šli v sanacijo tega. In sedaj smo tik pred koncem, verjetno sami pazite, da je nastala ena velika sprememba, dobili smo eno lepo krožišče, varno krožišče, predvsem me veseli, da lahko otroci prehajajo te poti, ki jih vodijo potem do svojih domov, predvsem varno in pa da ta promet tekoče poteka. Predvsem je tukaj pomembno povedati, da okrog 150 kamionov na dan prehaja v skladišče Palome in da ni nobenih zastojev več na tem krožišču. Pa še večji obseg del bo seveda nadaljevanje tega krožišča, pa Maistrova ulica, rekonstrukcija Maistrove ulice, kjer bomo dobili eno sodobno cesto z 93 novimi parkirnimi prostori, z veliko prostora za pešce, kolesarje. Skratka, obnova bo po vsej verjetnosti v višini nekje med 2,5 do 3 milijona evrov. Ne samo, da bomo uredili cestišče, ampak bo obnovljena celotna infrastruktura, kar pomeni tudi, da bomo kanalizacijske vode, elektrovode, plin, skratka vse, kar sodi pod zemljo, bomo zamenjali in dobili eno sodobno cesto. Lahko samo še to povem, da bo ne samo krožišče, ampak da bomo zraven krožišča dobili tudi še en novi trgovski center, ki bo mogoče še v letošnjem letu odprt. Moram povedati, da te kapacitete otrok v vrtcih v Sladkem Vrhu, kar me zelo veseli, so vedno manjše oziroma potrebe so vedno večje in zaradi tega smo bili primorani narediti prenovo vrtca in dograditev še 3 dodatnih oddelkov. Tako da bomo imeli letošnje leto s 1. septembrom otvoritev novega, prenovljenega vrtca z dodanimi 3 novimi oddelki po vseh zakonskih, narejeno vseh po zakonskih normativih, kar bo seveda najbolj veseli naši malčki, kjer bomo res sodobne materiale vgradili in pa bomo zagotavljali vse normalne prostore. Seveda tudi starši bojo zadovoljni, ker bojo lahko vpisali čisto vse otroke. Moram povedati, da imamo v samem Sladkem Vrhu vsako leto več otrok, to se pravi, da nataliteta raste, kar nas pa tudi veseli. Poglejte, mi nekako planiramo vsako leto, da se vsaki krajevni skupnosti zgodi tisto najnujnejše potrebna dela in pa seveda skrbimo tudi za dolgoročni razvoj in strateški razvoj vsake krajevne skupnosti posebej. Tako da za sam Ceršek lahko rečem, da poteka trenutna rekonstrukcija Delavske ulice in sicer prvič tukaj obnavljamo en del vodovoda, kjer so še bile azbestne cevi, in pa celotno infrastrukturo, skratka od optike do kanalizacijskih vodov, kjer jih tudi ločujejo na fekalne in meteorne. Tako da bomo tukaj dobili tudi eno sodobno cesto, varno zopet do vrtca. Kaj je še mogoče zanimivo, kar lahko za krajane Ceršaka povem, da bodo v kratkem tudi dobili gasilski dom. Gasilski dom bo umeščen malo više nad šolo, tam kjer ima občina eno parcelo. Trenutno je v izdelavi dokumentacija
in nekje planiramo, da bomo v roku leta dobili vso potrebno dokumentacijo za gradbeno dovoljenje in pričakujemo naslednje leto že gradnjo novega gasilskega doma. V tistim starim gasilskem domu pa po vsej verjetnosti imeli umestili našo novo ustanovljeno komunalno podjetje Šentilj. Ja, novo komunalno podjetje je ustanovljeno s strani občine Šentilj, kar sem se vedno zavzemal. Dokapitalizacija tega je znašala v višini 100.000 evrov. Seveda za to bo potrebne nakup osnovnih sredstev. In pa ena vesela novica za Ceršak je tudi, da ima trenutno poslovno enoto oziroma sedež v Ceršaku v Stari pošti, tako da bomo tudi z prehodom tega podjetja malo oživili ta kraj. Začelo se bo z deli predvsem na cestni infrastrukturi, na obnovah. Veliko je tega, kar je treba še postoriti in bo predvsem komunalno podjetje skrbelo za vzdrževanje vse infrastrukture v naši občini in pa verjetno še kakšen projekt več, seveda takrat, ko bo tudi usposobljeno. Ja, v zadnjem času je bilo veliko obnov občinskih cest, lokalnih cest. Lansko leto smo čistilno napravo naredili v višini malo več kot pol milijona evrov. V letošnjem letu pa pričakujemo, če bomo le dobili to gradbeno dovoljenje, kar ga težko pričakujemo, da bomo naredili prvi krak do čistilne naprave in sicer iz centra Vrlke proti novi čistilni napravi, tako imenovani Žabji vasi, in bomo priklopili potem vse komunalne vode na tisti krak. Seveda vesel sem tudi to, da se dela dokumentacija za obnovo krajevne hiše. Tista krajevna hiša zelo obiskana, kajti krajani Vrlke so zelo prizadevajo za kulturo, za druženje, veliko društvo deluje in zaradi tega smo se odločili, da vseeno namenimo toliko sredstev, obnovimo in da je v tej krajevni hiši lahko tudi kakšna manjša dvorana, da ne bomo za vsako uporabljali velike športne dvorane na Vrlki, tako da bo imelo tudi društvo dovolj prostora za svoje delo, od likovnikov do kulturnikov. In pa seveda to, kar ste verjetno krajani že opazili, pred kratkim smo obnovili tudi fasado poročne dvorane, tako da je postala prava lepotica. Če se konkretiziram, je občina Šentilj bila izredno prizadevna in dobili smo v višini cirka 4 milijone evrov evropskih kohezijskih sredstev in sicer 2,4 milijone bo šlo za projekt obnove vodovoda iz poteze Maribor do Pesnice, kar bo tudi drugim 10 občinam omogočalo primarni vod, s katerega se bo obnovilo. Tako da je vključeno več občin, ne samo občina Šentilj, ampak občina Šentilj je vodilna partnerca. Drugih 1,6 milijona evrov pa smo dobili z naslova kanalizacijski vod in sicer kanalizacijski vodi naj bi se delali v sami krajevni skupnosti Šentilj v dolžini 5 kilometrov. Mi smo dobili čisto vsa gradbena dovoljenja, kar je bila velika težava. Sedaj se na potezi ministrstva, da nam to potrdijo, in ko bomo dobili pozitivno mnenje strani ministrstva, kar se, moram reči, da se zapleta tudi zaradi spremembe vlad in novih ljudi, ki prihajajo na tista področja. Ko bomo dobili vse potrebno, bomo začeli tudi z temi deli na področju kanalizacije. Ja,
Moram povedati, da projekt Rune, katere naj bi dogradila optiko v celi občini Šentilj, zamuja ne pol leta, ampak leto pa pol. Moram povedati, da tudi mogoče vseeno ta korona kriza pripomogla k temu, da še dodatna zamuja, kajti vsa optična mreža, ki jih naj bi vgrajevali, so bila naročena na Kitajskem, Kitajci ne morejo trenutno dovajati, tako da je to enih teh razlogov, da se stvari ne nadaljujejo. Kakor pa vem, je že osrednja centrala postavljena v Jerenini, tudi za našo občino, tako da sedaj je potrebno fizično izvesti tudi samo optično, bom rekel, razdelitev po celi občini, kar pa zahteva veliko problemov na terenu. Včasih imam občutek, da je to podjetje se je znašlo v eni zagati, da jim je ta projekt relativno velik, ampak so podpisali vse pogodbe, tako da sem jaz optimist, da se bo končno le premaknilo z mrtve točke in seveda oni zagotavljajo, da bodo to potem relativno hitro naredili, kajti ta dokumentacija, vsa soglasja s strani ARSA, Elektra in tako dalje, so dolgotrajne in potrebujejo določen čas. Zato se jaz opravičujem vsem občanom, ki že nestrpno čakajo, ampak jaz sem še vseeno optimist, da bomo v letošnjem letu vsaj začeli, če ne že dokončali. Ja, moram reči, da je zdaj v tem času kultura na minimumu. Sicer zdaj se ponovno začela obujati preko društva. V letošnjem letu smo imeli zelo dosti teh planiranih kulturnih dogodkov. Meni je zelo žal, da je ena osrednja skupina Siddharta tudi mogla odpovedati koncert v naši občini. Mi smo jo že pričakovali, že 2 leta smo jih vabili sem k nam. Tako da začeli so likovniki, začeli so skratka po vseh teh društvah začeti delati in v kratkem, glede na to, da se lahko zdaj v naravnem okolju zbere največ 500 ljudi, pričakujem, da bomo tudi mi začeli z določenimi aktivnostmi in pa seveda društva komaj čakajo, da naredijo svoje srednje dogodke. Jaz mislim, da bo bolj udaren tisti jesenski čas, kajti zdaj se približuje poletje, je malo manj teh dogodkov. Tudi s strani Avstrije pričakujemo, da bo kultura na morju zaživela. Skratka, stvari se prebujajo, jaz sem optimist.